Moram reči, da sem zelo vesel, to v prvi vrsti, da je Guze začel iz Kozjega potovanje po Kozjanskem, kar je bil moj prvotni glavni namen, ker menim, da je ta junak podoben, zelo slično je zdaj v glavnih potezah, značilnosti, kot je angleški Robin Hood, ki ima mimogrede tam najmanj 10 razstav, muzejev, zbirk, mi nima nobenega. Če je ta razstava, ki je bila v Kozjem, ki je bila, kot so mi povedali, zelo, zelo obiskana, da so bili ljudje navdušeni, potem sem seveda dosegel svoj namen. In če bo šla tako naprej, kot je recimo zdaj, da je tu, rekli so mi že, da je zanimanje tudi v drugih krajih na Kozjanskem, potem je to več kot dovolj. In naslednja faza, če bomo prišli do tega, obljube so, da naj bi postala to stalna razstava, kar bi bilo seveda najbolj ustrezno, umestno in jasno zaželjeno, da bi ostala med nami na Kozjanskem. Konec koncev, da bi se pridružila tudi poti, Guzevi poti, ki jo delajo, opremljajo, zastavljajo, Preorje, mislim, da Dobje in Planina. Del tega zadeve je tam že označeno, je okoli 12 tabel. Da bi se, končen cilj tega je seveda to, torej o samem Guzeju ne bi govoril, zato je to razstava, da bi se vsa ta zadeva začela končno tržiti. Zato je tudi to del tega, ker sem trdno prepričan, da je to možno, ker je prav gotovo od vseh teh literarnih junakov v slovenskem prostoru Guzej najbližji, najznamenitejšemu, to je Robinu Hoodu. To je en bistven temeljni poudarek, drugo pa je, kar je prav tako vredno izpostaviti, pa povedati predvsem, zadnjič, ko smo razstavo postavljali, in jaz sem seveda vesel, da so mi ti mladi fantje pomagali, to pravzaprav redko kaj doživiš. Hvala obema, ali komorkoli je tu zraven bil. In sva z Primožem hodila po prelepi dolinici ob Bistrici in si ogledovala te mline. Seveda naj je v prvi vrsti zanimala označena pot, potem pa seveda dolina sama in znameniti mlin, Amonov mlin, kjer se je naš junak Franc Guzej sestajal svojih vezni barvikov, je tam njegov, na prvem panoju. Torej, vtis tega potovanja je bil seveda dokaj klaven. To za Guzejem vred je naša kulturna dediščina, naše izročilo, nekaj, kar je treba ohranjati, ne toliko zaradi junaka samega posebej, pač pa zaradi tega, kar se je iz tega razvilo, zaradi te legende, ki je ljudstvo seveda prevzelo in prikrojilo po svojem, torej po svojem kopitu, kakor mu je pasalo. Ta mlin je seveda v groznem stanju. Cel kup imenitnih kozolčkov, kleti, skratka, kulturne dediščine, stavbne kulturne dediščine, gre počasi k koncu. Tudi tisti, ki so zelo neposredno povezani z Guzejem, kot sem omenil ta mlin, potem v Košnici, kraj, kjer je bil streljen, hiša je sicer obnovljena, natanko ta klet, kjer je pa na vratih bil ustreljen, pa tudi počasi propada. Tam zraven je tudi en prečudovit kozolc in da ne bi našteval še kaj.
V vsem tem se za zaključek več ne bi pomembno vprašal. Delamo pot Evropska unija in mi, vsi skupaj, dajemo za to denar. Samo če se resno vpraša, ljudje, ki bodo hodili po tej poti razvojnega Guzeja, pravzaprav čez nekaj 50 let ne bo imeli kaj več videti. Videli bojo nove hiše, to imajo posod. Takih imenitnih stavbarskih umetnin, kot jih imamo, recimo, prvenstveno Kozolci, znameniti slovenski Kozolci, to bodo lahko gledali samo na razstavah. Pomeni preprosto to, da moramo te stvari čuvati in jih ohranjati. Samo toliko.